41-letnik je v Slovenijo pribežal z Hrvaške in poskrbel za eno najtežjih policijskih akcij pri nas, v katero je bilo vključenih skorajda 160 policistov. A brez domačinov, dodajajo policisti, ne bi šlo. Sosedje so namreč pomagali s ključnimi informacijami, v katero hišo se je ropar zatekal. Več podrobnosti o intenzivni in zelo napeti akciji pa Rebeka Tomados. Filmska akcija, ki je stekla v petek okoli 23, ko so z bencinske črpalke v Črnomlju policijo obvestili o ropu. Neznani zamaskiran moški z orožjem zagrozil prodajalcema in od njiju zahteval denar. Odtujil je menjalni denar v višini 600 evrov in tobačne izdelke ter s kraja pobegnil s kombija. Se je začela že prej. Iz Hrvaške je osumljenec pribežal v Gotenico, kjer je z orožjem voznika vzel za talca in ga prisilil, da ga odpelje do Kočevja. Tam je drugemu vozniku z orožjem oduzel bel kombi in nadaljeval v Črnomelj. Začelo se je zasledovanje. Kombija so policisti večkrat poskušali ustaviti, vendar je z begom nadaljeval. Na območju Uršnih sel je kombi zapustil, peš je pobegnil v gozd in streljal. V gozdu napadel dva policista in jima odvzel orožje ter mobilne telefone. Storilec pa je po dejanju nadaljeval z begom v notranjost gozda, kjer je tudi streljal proti policistom specialne enote. Domačini so poročali, da je ves dan območje preletaval helikopter. 41-letnika so iskali tudi s pomočjo dronov. V nadaljevanju je storilec še večkrat streljal in nadaljeval z begom po zaraščenem in izjemno težko dostopnem terenu. Ceste na tem območju so zaprli že v soboto sredi noči. Oče me je zval, če je vse v redu, drugače pa nič ne vem. Veste, kaj se dogaja? Ne, nimam pojma. Policija nas je gor ustavila, vprašala, če je peš hodil, to je vse, kar je bilo. Pozno popoldan pa ključne informacije enega od domačinov. Da je bil osumljenec opažen v bližini ene izmed stanovanjskih hiš v Uršnih selih. Policisti so takoj zavarovali območje, kriminalisti pa so se približali objektu. Ugotovili so, da se osumljenec nahaja v hiši, kjer ima stanovalca za talca. Talca so policisti nepoškodovanega rešili in z njegovo pomočjo skicirali prostore. Osumljenca so zablokirali v hišo, uporabili so tudi veliko solzivca. Kasneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so vpadli v objekt, kjer je bil nato v nadaljevanju storilec najden mrtev. Šlo je za eno od najzahtevnejših policijskih akcij, v kateri je sodelovalo skupno 158 pripadnikov policije iz kar 6 policijskih enot. Med njimi kriminalisti, pa vodniki službenih psov ter pripadniki specialne in posebne enote. Po zdaj zbranih podatkih nihče od policistov ni bil telesno poškodovan. Slovenska policija je kljub svoji kadrovski podhranjenosti, kljub pomanjkanju zadostne opreme, še enkrat dokazala, da je sposobna zagotavljati varnost ljudi in premoženja. Ali je osumljenec umrl pod streli policistov ali si je sodil sam, pa bo v naslednjih dneh razkrila obdukcija.